najbolj praktični, še bolj kot doslej bomo v zadnji debati tega današnjega posveta, trije sogovorniki bodo z menoj, in sicer bomo govorili o energetski samozadostnosti v industriji, en zelo dober primer bomo predstavili, pa seveda govorili tudi malce širše. Gre za primer dobre prakse slovenskega okolja, ki zelo jasno pokaže, da energija danes ni več zgolj strošek, temveč postaja ključna infrastruktura za stabilno in konkurenčno poslovanje. Podjetje Tehnos, izvoznik leta 2024, se je odločilo, da svojo energetsko oskrbo vzame v svoje roke. V sodelovanju s podjetjem Termoshop, enim vodilnih ponudnikov celostnih energetskih rešitev v Sloveniji, so na podlagi natančne analize porabe zasnovali napreden sistem, ki združuje sončno elektrarno in baterijske hranilnike v enotno, pametno upravljano celoto. Sistem vključuje 16 baterijskih hranilnikov Sungrow, skupno kapaciteto 3,6 megavatne ure. To pomeni, da se presežna energija, proizvedena v času sonca, ne izgubi, temveč shrani in porabi takrat, ko je poraba večja ali je elektrika dražja. Takšen pristop omogoča večjo neodvisnost, boljši nadzor nad stroški in večjo odpornost na nihanja cen in omejitve omrežja. Tako kot rečeno, rešitev razvita v sodelovanju s podjetjem Termoshop in partnerjem Kranich, pomembno vlogo pa so imeli tudi podporni mehanizmi Borzena. V nadaljevanju bomo zato pogledali, kaj se lahko iz tega primera naučijo tudi kmetije, agropodjetja in ali je energetska samozadostnost že danes ena ključnih odločitev za dolgoročno stabilnost kmetijskega gospodarstva in gospodarstva nasploh. Tako da o tem, kako takšni sistemi delujejo v praksi, kakšni so razvojni trendi in kakšno vlogo imajo podporni mehanizmi, se bomo zdaj pogovorili z Danijem Vukom, direktorjem podjetja Termoshop, Maticem Slatinekom, direktorjem prodaje v podjetju Termoshop ter Iztokom Gornjakom, pomočnikom direktorja področja energetskih in podnebnih mehanizmov v Borzenu. Dobrodošli. Tako, dobrodošli še enkrat. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste se nam pridružili. Začniva midva, gospod Vuk, ali energijo danes še vedno obravnavamo kot strošek ali kot kritično infrastrukturo? Ja, najprej hvala za povabilo. Mogoče vseeno, da malo postavimo v kontekst, strošek. Stroški tako pri industriji, pri nas podjetnikih, ki se večkrat zgledujemo tudi po vas, večkrat rečemo zdrava kmečka po zdravi kmečki pameti. Se pravi, kaj danes stroške moramo poznati, drži. In danes se pa dogaja sploh zadnjih 5 let, da ključni stroški jih praktično ne poznamo, ker se iz dneva v noč spreminjajo. Veste, kaj se je dogajalo z net meteringom, veste, kaj se je dogajalo z omrežninskim aktom in ti danes na trgu, podobno kot mi, pač moraš poznati svojo lastno ceno. Pritisk na prodajne cene je enorm in kaj lahko narediš, pač moraš nekako optimizirati svoj lasten strošek, svojo lastno ceno. Kako boš pa to naredil, če se ti vse spreminja? In jaz pravim danes, da tovrstne rešitve niso več, bom rekel, zgolj neka izbira, je za vse nas tudi neka odgovornost. In prav isto je bilo tudi pri podjetju Tehnos, zelo podobno jemljem tudi kmetije, vi ste nek proizvodni obrat in oni so šli v to investicijo izključno zato, da se jim več ne ponovi zadnjih 5 let, kjer so jim stroški narasli več kot za 500%, in seveda to tudi je skoraj ogrozilo njihovo delovanje. Po drugi strani so pa ravno s temi rešitvami si danes sami zagotavljajo, kakšno ceno električne energije bodo lahko imeli. In jaz mislim, da sem s tem odgovoril, da je to tudi že poslovna infrastruktura, ne samo kritična. Brez tega danes pač boste tudi sami težko, bom rekel, bili konkurenčni. Hvala, gospod Slatinek. Omenjamo Tehnos, seveda, to je bil tudi povod današnje razprave, žal se nam predstavnik podjetja ni uspel pridružiti, ampak kljub temu prav, da o tem govorimo tudi zato, ker gre za sodelovanje več deležnikov, tak popularen, pa ne najbolj simpatični izraz, ampak kakorkoli, tudi o sodelovanju bomo govorili danes. Kaj je bil ta dejanski sprožilec? Se malo je zdaj že gospod Vuk navrgel pri Tehnosu, cena, zanesljivost ali morda še kaj drugega v bistvu, ne samo cena, verjetno tudi zanesljivost oskrbe, pa nek mir, peace of mind, verjetno zaradi nepredvidljivosti. En lep pozdrav tudi z moje strani.
sama cena pri investiciji je bila pomemben dejavnik, ampak ne edini. Jaz bi rekel, da sprožilcev na koncu je bilo več, ki pa so se vsi skupaj povezali v eno tako celoto. No. Na eni strani smo se srečali z visoko porabo električne energije in pa z njo povezanimi stroški. Bom rekel, z obstoječo elektrarno inštalirane moči 1,2 megavata, ki bom rekel pri svojem delovanju ustvarja tudi neke viške, ki so se pa po slabi tržni ceni prodajali naprej v omrežje. Bom rekel, tudi sprememba na strani omrežninskega akta in pa s tem povezane visoke konične obremenitve, visoki stroški v teh časovnih blokih in pa konec koncev en izmed glavnih sprožilcev pa je bila tudi subvencija se strani Borzena. No. Torej mi do lanskega leta takih subvencij, ki bi omogočale samo nakup baterijskih hranilnikov, nismo poznali in na koncu, ko smo mi za Tehnos naredili eno tako, bom rekel, konkretno tehnoekonomsko analizo, vse te dejavnike do njega tudi predstavili, bom rekel, je bila odločitev na koncu relativno enostavna. No. Torej z investicijo, z nadgradnjo obstoječe elektrarne z baterijskim sistemom, povezati sistem v celoto in pa biti na trgu čim bolj konkurenčen. Super, hvala. Gospod Gornjak, kako država gleda na energetsko samozadostnost podjetij in kmetij? Je to neka usmeritev, neka želja, da se ta stopnja čim bolj dvigne? Spodbude so, vemo, kakšna je strategija? Ja, lep pozdrav še v imenu podjetja Borzen in pa moje imeno. Hvala tudi za povabilo. Ja, podjetje Borzen, bom rekel, obstaja od leta 2001. Tako da letos imamo 25-letno obletnico. Do leta 2024, bom rekel, so bili dve glavni temeljni dejavnosti Borzena, pač operater trga z električno energijo in pa ta podporna shema. V letu 2024 smo pa prevzeli, bom rekel, povsem novo dejavnost, to je podeljevanje enkratnih teh investicijskih spodbud. In tukaj, bom rekel, smo zdaj v 2 letih podelili, bom rekel, več kot 300 milijonov teh nepovratnih sredstev, pa imam tukaj malo bolj podrobno statistiko, še tudi bom predstavil. Tako da ja, kaj lahko tukaj povem? Ja, subvencije so, subvencije bodo, tako da definitivno bom pa rekel, da pri tej energetski samozadostnosti, bom rekel, smo že čisto na začetku. No, dogledal sem zjutraj en članek bral, je dala Evropska komisija, je dala ven, bom rekel, podatke o hranilnikih inštaliranih v Evropi. V letu 2021 je bilo v celi Evropi, bom rekel, inštaliranih 7,8 gigavatnih ur. V 5 letih do lani smo prišli na 77,8. To pomeni, da se je krat 10 zadeva dvignala. Vse predikcije, predispozicije pa kažejo, da bomo do 2030 imeli 700 gigavatnih ur. Tako da tukaj definitivno bom rekel, da smo na začetku in da bo ta, bom rekel, to je moje osebno mnenje, no, da bo rast teh baterijskih hranilnikov še večja, kot je bila rast sončnih elektrarn. No, tu verjetno sogovornika s Termošo pa že tudi zaznavata, kakšni so trendi torej na trgu, kateri trendi bodo zaznamovali naslednjih 5 let, 10 let, kako daleč si upamo pogledati v prihodnost. Jaz spet bom poskušal biti čim bolj konkreten tudi recimo na vašo branžo. Tudi sam izhajam iz družine, ki smo imeli kmetijo, tudi danes imam konje, tako da tam je ena večja kmetija z 150 kravami in če pogledamo recimo, kaj se dan že tudi dogaja, ne samo, recimo prej ste omenili električne avte, ste omenili, ja, sej je trajalo zdaj, jaz se že 15 let ukvarjam z res to energetiko in v zadnjem letu je 20.000 novih registriranih v lanskem letu električnih avtomobilov, prej pa, bom rekel, zametek, se pravi praktično nič in to je zdaj se začelo, bom rekel, dogajati toplotne črpalke, tudi veste, da vedno bolj tudi prihajajo na kmetije prihajajo, ne vem, podjetje Tehnos zdajle že proizvaja električne mulčerje, z digitalizacijo, ko smo jo omenili, je tudi povezano vedno več elektrike, se pravi, ne vem, molžni sistemi, prvi traktorji so tudi in dam tudi konkreten primer, tam, ko imam jaz tudi konje, samo v 5 letih, mi smo prvo elektrarno naredili tam 30 kilovatov, 30.000 kilovatnih ur. 2-krat smo že vmes dogradili, kaj rečete, koliko je danes po 5 letih njihova poraba? Kaj rečete? Koliko se je, 10, 20, 30%, koliko se je povečala? Za 200%, se pravi več kot 200%, kaj to pomeni, da vedno več pač tudi kmeti koristite pač
digitalizacijo, električne uporabnike. In tukaj bo pa zdaj seveda nujno ta strošek zdaj elektrike je zdaj v deležu vseh stroškov vedno večji in potrebno bo absolutno prvo proizvodni vir, to mislim, da že kar nekaj kmetij to ima. Ne glede na to, kaj se je z državo dogajalo, jaz mislim, da so vsi imeli izredne prihranke, tudi subvencije so bile na voljo. Seveda zdaj pa je čisto nadgradnja tega tudi sami hranilniki. Pri teh samih hranilnikih je pa spet fajn, da imate zelo širšo sliko, da je namenjen točno za vaš način, za vašo panogo. To bomo še danes govorili. Mogoče pa samo še eno vprašanje, da spet razumete kontekst. Kdo od vas, se pravi vsi imate dobavo električne energije, plačujete položnice, ali je kdo od vas že slišal za dinamične cene električne energije? Ste, ne? A je že kdo na teh cenikih? Ste že, bravo. Ste me vedno fascinirali. Pač, recimo v primer za lanskem letu, cena med najvišjo urno ceno pa najnižjo, najvišja urna cena je bila 1400 evrov na megavatno uro, najnižja pa minus 300. To zakaj govorim? Zaradi tega, ker tudi tisti, ki imajo svojo sončno elektrarno, ponavadi jo prodajajo takrat, ko je najnižja ali pa minus, pa smo lansko leto prišli večkrat, mislim, da je bilo celo tam okrog 35 dogodkov, ko so sončne elektrarne smo ugašali, zaradi tega, da niso stroškov povzročale, do tega, da bi lahko to energijo prodali tudi takrat ven, ko je draga, potem zdaj novem zakonu o spodbujanju, pa boste lahko to energijo tudi kot valuto koristili kjerkoli tudi druge. Se pravi, kako jaz to vidim? Vidim predvsem tako, proizvodni vir absolutno že od nekdaj, strateško, tudi kmetje, kjerkoli je bilo možno narediti kako vodno elektrarno, karkoli pač absolutno proizvodni vir svoj, da si lahko sami diktirate ceno, absolutno baterijski hranilnik, ki vam bo zagotavljal ne samo na nek način neko varnost, tveganje, da boste lahko energijo iz sončne elektrarne kasneje koristili in si zmanjšali stroške konic, ampak tudi za, danes imamo primere, tudi tam, ko sem sam doma, to je napetost tako niha pod 190 voltov, nekje pa na 250 voltov, da imamo tudi velike težave že na samih industrijskih aparatih. Ne? In če imate sistem, ki vam tudi dela kot backup, ki vam uravnava samo napetost, jo stabilizira, to so sinergijski učinki, ki absolutno jih treba skoristiti, po drugi strani pa vse skupaj pametno upravlja. To jaz vidim, da bo naprej. Se upravičujem, sem malo predolg. Ne, v redu. Ampak seveda nadaljujemo v tem duhu, ne, gospod Slatinek, rešitev Tehnosa, če ga prenesemo mogoče na kmetije, če omenimo tukaj še konične obremenitve, kako primerna rešitev je to in kako enostavno je to prenesti? Jaz bi rekel, da gre dejansko za čist podoben sistem, primer s tem, da pač za malo manjše količine. Ni gre to glih 3,6 megavatne ure, ko imamo tam, ampak so porabe bistveno manjše, ampak se soočamo, bom rekel, z podobnimi izzivi. No, torej, prav tako s koničnimi obremenitvami, z neko nekontinuirano to porabo, ne, torej pač višje obremenitve ob moži pa v takih stvareh. Torej, za vsak primer pa izhaja, bom rekel, iz nekaj temeljite analize obstoječega stanja. Torej, če mi nimamo realnih podatkov, kaj se z kmetijami v trenutku dogaja, mi tudi ne moramo določiti sistema, ki bi na koncu deloval optimalno, pa bom rekel, prinašal neke prihranke. No. Torej, ni pa v ozadju, bom rekel, sama proizvodna naprava tista, ko je glavna pri vsem skupaj, ampak je predvsem ta sistem pametnega upravljanja, ki omogoča, bom rekel, kmetu ne dodatno delo, ampak neko dodatno razbremenitev, da, bom rekel, sistem namesto nekoga dela, no, pa obvladuje, bom rekel, vse te moderne sloge energetike. Kako zapleteno je to upravljanje, da ne prestrašimo koga? Ja, zdaj načeloma zelo zapleteno ni, ker bom rekel, v ozadju je tako, pač si že poznamo pametno tehnologijo AI, torej pač se bazira na umetni inteligenciji, torej gre se za napovedovanje trendov naprej, sam sistem pa bolj, bom tudi rekel, na različne razmere v omrežju na sistemu, pač bom rekel, dinamično hitro odreagira, no? Torej, da se prilagaja, bom rekel, skozi nekim notranjim inputom. Super, hvala. Gospod Gornjak, kako se bodo razvijali podporni mehanizmi za hranilnike oziroma za te kombinacije? V bistvu neka usmeritev, to že je zadnji
2 leti morda še več, ampak kako bo se to razvijalo naprej? Ja, v tem trenutku bom rekel, da za hranilnike je odprt razpis. Sredstev je bilo na voljo, bom rekel, 16 milijonov. Tudi na Borzenovi spletni strani tukaj vidite, koliko ta sredstva pač pojenjajo. Tukaj lahko povem, da imamo vzpostavljen digitalni sistem. Ne vem, imamo v vsakem trenutku odprtih 20, bom rekel, različnih javnih pozivov, če pogledamo še tukaj tudi e-mobilnost. Mi v vsakem trenutku vidimo, recimo, če en tule zdale odda iz dvorane vlogo, mi točno vidimo, to se nam prišteje. To nam deva, bom rekel, neke informacije, da lahko te razpise zapiramo, da ne dobimo tukaj mi nekih 500 vlog, pa gre čez. Poleg tega lahko tudi dodajamo sredstva, tako da tukaj definitivno nam je to zelo v pomoč. Tukaj bi omenil, da se tudi, ker v tem trenutku ni odprtega nobenega razpisa za pravne osebe za sončne elektrarne, da je v pripravi en nov razpis. Predviden je, da se bo odprl nekje marca, aprila, tako da bo spet, bom rekel, na voljo subvencije za sončne elektrarne za pravne osebe plus hranilnike. Ločeno za hranilnike že obstaja. Kaj bi še tukaj omenil? Tukaj imamo zdaj to staro podporno shemo, tukaj obstaja od leta 2009 naprej. Tukaj, ko sem jaz prišel na Borzen 2014, je bilo noter, bom rekel, cirka 4000 naprav. Tukaj so te dolgoročne 10-15-letne pogodbe, ko pač z nami sklenejo pogodbo. Tukaj še lahko menim, da je v tej od 4000 naprav, zdaj jih je, bom rekel, 3100 še, ko grejo ven, 2900 sončnih. Tako da tukaj definitivno v Sloveniji vidimo, da lahko se postavi samo sonce, vse druga zelo težko postavimo, ker če že imaš ti samo neko gradbeno dovoljenje zraven, so to taki postopki na teh upravnih enotah, bom rekel, zapleteni. Če pa postaviš sončno elektrarno na zgradbo, do en mega sploh ne rabiš, bom rekel, gradbenega dovoljenja. Tako da to je to. Naj pa tukaj omenim, da je bil ob koncu leta sprejeta ZSROV-1, kateri pač naslavlja te nove nastavke za novo podporno shemo, katera se v celoti seli na Borzen. Prej pač je zadeva potekala tek, da te javne pozive za vstop je imela Agencija za energijo, zdaj vse skupaj selimo k nam. Not so pa že tudi nastavki za sončne elektrarne, hranilnike, toploto, vodik, vse te zadeve, za, bom rekel, te dolgoročne pogodbe ali pa tudi enkratne investicijske spodbude. Tako da, če povzamem, subvencije, pač, bom rekel, se ni treba bati za subvencije v prihodnosti. Super. Odlična novica. Hvala, gospod Vuk. So hranilniki podporni ali osrednji del samooskrbe, kako jih vi v vašem podjetju vidite? Ja, jaz jih vidim kot celoto. Se pravi, kot neko celoto, kajti če tudi pogledamo samo leto, dve nazaj, cena same sončne elektrarne pač je bila 1000 evrov, 1200 evrov na kilovat. Danes praktično sončno z hranilnikom dobiš za dejansko identično ceno. Govorimo o sistemih, ki so primerni za vas, ki imajo tudi backup, kjer je omogočeno hibridno delovanje. In že sami vemo, da samo sončna tudi mogoče ni več rentabilna in je to kot nek sistem, kot neka celota. Tako da jaz bi to rekel, da niti ne bi mogel deliti ampak je to enovita rešitev. Ampak kljub temu veliko sončnih, recimo, ne vem, elektrarn je že, pa bi nekdo zdaj seveda razmislil samo še o hranilniku, torej kakšna je ta transformacija v hibridni sistem, kako zapletena, vi ali pa gospod Slatinek, to se vidva dogovorite. Ja, zdaj sama transformacija, tak sistem dejansko ni toliko zapletena, bazira na analizi 15-minutnih očitkov, ki so dostopni, bom rekel, na portalu Moj Elektro. Do tega ima, bom rekel, vsaka stranka, vsak investitor svoj dostop. Potem, bom pa rekel, se aproksimira se delovanje obstoječe sončne elektrarne in pa na podlagi tega, bom rekel, pol določi neka primerna kapaciteta samega hranilnika. Zdaj, hranilnik se lahko po eni strani tudi predimenzionira, če se želi, bom rekel, malo bolj aktivno ukvarjati z neko prodajo, pa iti v sistem arbitraže, kjer se dosegajo te, bom rekel, najvišje cene med energijo, ki jo poceni jemljemo iz omrežja in jo porabljamo, ko je, bom rekel, energija na trgu draga. Po drugi strani pa, tako je dan je rekel, za backup sisteme, torej za rezervno napajanje. Kaj želimo imeti rezervno napajanje? Pač moramo vedeti, da pri večjih porabnikih vse ne more biti v sistemu rezervnega napajanja zaradi samih priključnih moči določenih naprav. Ampak absolutno pa lahko tu govorimo o nekem delnem napajanju, delnem backupu, v določenih primerih pa tudi v celotnem. Super. Kakšna
res očitna napačna predstava o baterijskih, o hranilnikih, ki je v javnosti prisotna, ki jo vi srečujete recimo na terenu? Mogoče največkrat to, da če vgradiš hranilnik električne energije, boš imel skozi elektriko na voljo, ne? Kar seveda pač ne drži, sam hranilnik tudi za svoje samo delovanje, če nima sistema rezervnega napajanja, torej backupa, potrebuje električno energijo iz omrežja, ne? In mi se večkrat srečujemo s primeri, kjer bom rekel, je vgrajena sončna elektrarna, imamo tudi hranilnik in pol, ko pride do izpada omrežja, so vsi sosedi v temi, ne? Ampak z dogradnjo, bom rekel, tega modula, ki omogoča to rezervno napajanje, pa je seveda omogočeno brezkontaktno delovanje samega sistema brez omrežja. Super. Tukaj je res ena velika past, no. Se pravi, večina, vemo, da 90% obstoječih kupcev dosedanjih sončnih elektrarn imate pač elektrarne enega proizvajalca, ki se je zdaj tudi umaknil iz tržišča. In ravno to, da ti komplementarno narediš hibridni sistem, da bo tudi takrat, ko ne bo napajanja z omrežja, da ti bo sončna elektrarna sama spodbujala baterijo, tukaj boste kar pazljivi. No, mi za to rešitev imamo, smo jih že kar nekaj že tu zmontirali, tako da ni pa to tako preprosto in tudi vsi tega ne znajo, iskreno. Tako da tukaj pozornost, previdnost in da ne bo potem obžalovanja in jeze verjetno. Rekli smo že, gospod Gornjak, seveda, da podporne sheme grejo v smeri hranilnikov, se tudi regulativa v prihodnje že posebej recimo osredotoča na to področje, na hrambo energije in vse koristi, ki jih ta prinaša? Zdaj, kaj bi tukaj povedal, po zadnjih podatkih, bom rekel, je v prenosnem omrežju inštaliranih v Sloveniji cirka 200 megavatnih ur, v distribucijskem cirka 150, zdaj, da je tukaj neka posebna regulativa za te zadeve, ne, bistvo je tukaj pač zadeva je zelo enostavna, tako kot sem že prej povedal, rabimo samo soglasje za priključitev, to je pogoj, to dobimo od Elektra in pa lahko dejansko ta hranilnik postavimo, no. Tako da tukaj zdaj je tudi, bom rekel, zelo taka, ni komplicirana zadeva, ni tukaj varjenja, tako pri vodiku, v teh zadevah ni nekih izgub, tako da tukaj mislim, da neka zaostrena zakonodaja se ne predvideva, no. Kaki varnostni, dodatni ukrepi, ne vem, o baterijah govorimo, ne? Ja, absolutno, pač primeren prostor, pač fajn je, da projektant, ki pač tudi zasnuje sam projekt, ki ga potem treba dati na samo elektrodistribucijo, da se v IDZ-ju obdelajo pač vse stvari, se pravi, kje je sama postavitev, sploh pri kakšnih večjih objektih, ali je zaradi požarne varnosti, zaradi umeščanja potrebne so kakšne dodatne stvari, tako da te stvari absolutno treba detaljno pogledati, ko se tudi sama idejna zasnova naredi. Kako vi recimo kot strokovnjaki z tega področja danes vidite sodobno samooskrbno, energetsko samooskrbno kmetijo, cel sistem recimo? Ja, sem tudi zaradi sebe to že zelo razmišljal, absolutno, tako kot sem rekel, prvi korak je bil že par let nazaj narejen, se pravi za neko lastno proizvodnim virom, se pravi sončno elektrarno, omrežje, država nam je častila, da je omrežje bila baterija. Seveda so pa, ali pa imate pa kmetje vedno pač največji izziv, sploh tam, kjer je mlečno predelovalna, pa tudi druge panoge, da pač brez prekinitvenega stanja pa dolgo pač ne morete biti, ker se vam potem produkti pokvarijo in že sami takrat tudi vem, pri nas smo imeli neke agregate na traktorjih, potem ločene agregate, pač seveda to je zdaj smiselno tudi uporabiti, ko boste nadgradili, se pravi spet svoj interno omrežje še z eno baterijo, je tudi smiselno, da se tako dizajnira, da se tudi, če dolgo sonca ne bi bilo, sploh po zimi, pa se agregat vklopi, pa se lahko tudi baterija fila. To bi jaz tudi recimo toplo priporočal, ker to spet ni tako zelo enostavno in je tudi spet potrebno kar nekaj inženirskega znanja, da se to ustrezno sprojektira. Se pravi, svoj proizvodni vir, potem svoj absolutno ko je brez prekinitveno stanje, se pravi, ko je spad, da imate na voljo energijo, da jo lahko uporabite na tak ali drugačen način
in pa seveda, da imate stroške pod kontrolo, se pravi nek enovit, zelo preprost, to je danes vse na telefonih, ste že tega navajeni, monitoring sistem, ki vas alarmira, da je elektrike šlo ven, zelo transparentno, aha, takrat smo mi toliko pa toliko iz omrežja, toliko pa toliko so baterije naredile, toliko pa toliko so prihranki in ta sistem za upravljanje je pa tudi danes že praktično ključen, ampak ne samo, da bi rekel, za eno napravo, ne, se pravi vsaka sončna ima danes neki monitoring, ampak mi imamo že Termosmart Plus, ki dejansko toplotne črpalke, klime, tudi ključno večje porabnike, hranilnike, vse električne avtomobile, polnilnice, vse skupaj imate en energetski sistem, ki tudi, kot je že Matic rekel, tudi že sam predvideva, kakšno bo vreme, kakšna bo cena električne energije in se avtomatsko prilagaja. Ne. Super. Kakšne posebne rešitve iz industrije, ki so še posebej primerne za kmetije, morda kakšna specifika? Ja, načeloma veliko stvari je lahko kompatibilnih oziroma grejo z roko v roki. No. Zdaj dosti jih je že dan, je pač tudi omenil, torej v srču vsega je seveda proizvodni vir, na podlagi katerega pol, bom rekel, lahko dodajamo ostale porabnike. Absolutno tudi kljub temu, da je, bom rekel, mogoče nek svoj vir glede, bom rekel, same kurjave ali pa ogrevanja na kmetijah prisotno v smislu gozdov, so aktualne gradnje pač toplotnih črpalk. In pa ostalo, pa veliko elektrarn po Sloveniji zmontiranih po starem sistemu, torej priključitve, net meteringa, pa tudi veliko elektrarn, ko se ukvarja trenutno, mislim, ko deluje po principu sheme samo oddaje energije v samo omrežje, torej z zagotovljenim odkupom, kjer se, bom rekel, po iztečeni dobi te pogodbeni tega odkupa lahko shema prekvalificira, pa se gre v lastno rabo, bom rekel, pa bom rekel s hranilniki pol konec koncev nadgradi celoten sistem. Super, hvala. Gospod Gornjak, katere kmetije, ki imajo še posebej ali pa več možnosti recimo za podporo, ne vem, slišali smo prej, pravne osebe trenutno recimo ni možnosti za sončno elektrarno, ali pa kakšne omejitve, ker tudi gre za organiziranost, ne nazadnje, gre za dopolnilno dejavnost seveda, ali za samostojnega podjetnika, za pravno osebo, mogoče še na kratko o tem, kakšna pojasnila, če so kakršnekoli omejitve. Ja, tukaj zdaj, če pač omenim za te pravne osebe, ko smo imeli ove razpise od 1 pa do 5, ko so, tukaj je pač pogoj, da si vpisan v AJPES. To je pač edini pogoj. Če je kmet vpisan v AJPES kot NDTK, lahko kandidira na te razpise. Če ni vpisan, lahko kandidira na razpise za fizične osebe. Samo tam pač se mu davek odbije, dobi, bom rekel, dejansko slabšo subvencijo. Tako da, kaj bi tukaj pač še omenil, tukaj bi omenil, da je pač Borzen v zadnjih 2 letih tudi skladno z evropsko direktivo, bom rekel, razvil svetovalno mrežo. To je kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Tukaj v tem trenutku imamo, bom rekel, 41 pisarn po celotni Sloveniji. Tukaj je možno dobiti tako pravne kot fizične osebe, kot kmetje, brezplačne nasvete. In dejansko ti svetovalci so sposobljeni, da oddajo te vloge tudi na mesto kmetu, da mu priporočajo najboljši ta javni poziv, ki je trenutno odprt. Tukaj bi še pa tudi omenil drugi problem, kjer ga s tem rešimo dejansko na Borzenu. Mi, ko te vloge dobivamo, recimo za fizične osebe, za samooskrbo, ne vem, 13 000 vlog na leto, za te pravne osebe, mi, ko smo odprli OVE1, zadeva je bila, bom rekel, tek podhranjanja v Sloveniji, da se je čakalo, v enem dnevu smo dobili 1200 vlog za pravne osebe. Tukaj dobivamo zelo slabe vloge, bom rekel, od 3 vlog za 2 rabimo dopolnitev, da to peljemo in tukaj izgubljamo ogromno enega časa, energije. Mi še prej bi vse podelali. Mi imamo vse podelano, bom rekel, od 1 do 2 mesecev pri nas dobite vse. Če ne bi bilo teh dopolnitev, bi bila še zadeva hitrejša. Tako da tukaj apeliram, da tukaj na spletni strani od Borzena je kontaktna točka, tam so gori vsi naslovi od teh svetovalnih pisarn. Naj povem, da ti svetovalci so strokovno usposobljeni, imajo ta znanja in bom rekel, dajte se na njih obrniti, ker vam bojo brezplačno pomagali, bom rekel, do pravilne vloge. Tukaj bi še tudi omenil ta naš kontaktni center, ko smo dobili te subvencije, smo ga pač mogli vzpostaviti. Tukaj imamo, bom rekel, 3 ljudi skozi na telefonih. Lanskem letu smo imeli, bom rekel, 17 000 klicov, pa na 5 000 mailov smo odgovorili samo z vidika javnih pozivov. Tako da tukaj zanimanje je. Probamo pa tudi, se trudimo, da to zadevo čim bolj pohendlamo. Super, hvala. Pred koncem so cene
omrežje in regulacija zavora ali pospešek v tej celotni zgodbi? Ali pa kaj je zavora, kaj je pospešek? Vsaka neka izredna situacija, ne, ko nas na nek način prvi odziv je nek šok, ne, tako kot so bile takrat ukrajinska vojna, cene plina podivjale, posledično elektrika, potem tudi ta COVID in tako naprej, potem omrežninski akt. Pač ti daje spet neko priložnost, da dejansko mogoče razmišljiš, kaj ti potrebuješ in ti da neko to priložnost. Seveda je tukaj veliko pasti v smislu, da se prevečkrat sploh, kar se tiče infrastrukture, infrastrukturnih projektov, pogovarjamo iz danes na jutr. Se pravi, danes je takle, dajmo zdaj vse kupiti. Včasih se pa po zdravi kmečki pameti vprašati, ali so bile cene 1000 evrov na megavatno uro, ko so jih podjetja plačevala, tudi mali poslovni odjemalci, ali so bile tu realne ali ne. Pač treba se vprašati, kaj je realna cena in pogledati mal trend za nazaj zadnjih 10 let, pa mal trend za naprej. In vsi vemo, da cena, če že pogledamo samo gorivo, ne vem, za avtomobile, cena ni nikoli v zadnjih 10 letih bila nižja, drži. Vedno pač standard je takšen, sistem je takšen, da gre vse gor. In tudi naslednjih 10 let bo šle cene gor. Zakaj? Zaradi tega, ker bo vedno več v sistemu, tudi v NEPN do 2050 govori, da se bo praktično odjem podvojil in tudi pri kmetijah se to dejansko dogaja. In se potem, če vemo, da se nam bodo tudi stroški naraščali, se predvsem trezno pa pravočasno seveda na svetih vseh strani odločiti, da je pravi čas za neko investicijo, ampak ne gledati na tiste 2-3 leti, gledajte na 10 let. In jaz mislim, da je to priložnost, absolutno priložnost. Zakaj? Zaradi tega, ker par let nazaj smo še se pogovarjali, ja pač to je fajn imeti, danes vidimo, da to sploh v podjetjih. Če ti nimaš fiksnih stroškov, tako sem prej rekel, mi si lahko danes, tudi v naši novi stavbi, točno vemo, v sistemu rečemo, mi želimo imeti povprečno ceno mesečno okoli 40 evrov na megavat. Vemo, taki sistem imamo hranilnikov, taki sistem imamo sončnih elektrarn, zadnji imamo par variabilnih bremen, toplotne črpalke, polnilnice in tako naprej in si znamo to nastaviti. In potem točno vemo, kakšna je naša proizvodna cena. In jaz predlagam, da na nek tak način si vsak pri sebi tudi malo skalkulira, gre po kaki nasvet in to je moj nasvet. Super. Še tehnološki razmislek, recimo za koga, kaj je primerno za vsakega ta usmeritev? Ja, jaz bi rekel, da dejansko seveda bolj primerna je za tiste, ki imajo večji strošek oziroma večjo porabo električne energije. Torej, bolj ko je ta cena visoka, bolj je smiselna investicija v tak sam sistem, ker vse ROI, vračilne dobe se relativno enostavno na koncu zračunajo. Na eni strani imamo investicijo, na drugi strani imamo prihranke. Ko to damo skupni imenovalec, mora biti, bom rekel, ekonomika taka, da se splača v zadevo pač investirati. Ne bi pač to rekel, da na dolge proge bo vedno zmagovalec tisti, ko bo imel sam pri sebi nadzor nad svojo porabo pa nad svojimi stroški energije. Super. Hvala. Bi morali sistemsko kaj spremeniti? Pa mislim, da ne, da tukaj lahko, tako sem že omenil, kaj je tukaj namen subvencije, so pospešitev nekih investicij, katere se ne bi zgodile, če subvencije ne bi bilo. Teda mi kot Borzen pač tukaj te subvencije podeljujemo, nujno so pa potrebni tudi podjetja, kot so, bom rekel, Termoshop, da te subvencije se pokoristijo, da imajo neke inovativne rešitve, inovativne ideje in tako da tukaj mislim, da zadeva taka, kot je trenutno, da ni, to je moje osebno mnenje, ne potrebuje nekih večnih sprememb. Super, odlično. Čisto za konec, kratek stavek, še od vsakega ultimativna svet, kako začeti. Mikrofon. Jaz bom rekel, če smo že tu, jaz vas povabim v našo novo poslovno stavbo, kjer imate vse vrste sistemov hranilnikov, toplotnih črpalk, električnih polnilnic, sončnih elektrarn, cel sistem nadzora ene pametne stavbe, ki tudi poskrbi za zaposlene, da se tam najbolj tudi se pravi počutijo na udobju in pač
čim več informacij si dobite, razmišljite po zdravi kmečki pameti in se potem čim prej, ko bojo subvencije spet na voljo, odločite. To je moj nasvet. Jaz bi pa rekel, da čim prej pogledati položnico za elektriko, si jo mogoče znate razložiti, pa če ne boste poznali kakih postavk oziroma kaj je gre na nje, pač bom rekel vprašati za nasvet, pa videti, v kaj dejansko ima namen oziroma smisel investirati ali pa mogoče ne. Torej izhajati iz sebe pa iz obstoječega stanja. Super, hvala. Ja, mogoče še tudi moj primer glede energetske samozadostnosti. Tudi že imam doma, bom rekel, sončno elektrarno že več kot 5 let. Zdaj že tudi imam 2 električna avta, toplotno črpalko, tako da, bom rekel, zakon je, da imaš, bom rekel, se zastonj vozi, zastonj ogrevanje in je to. Tudi na pumpo ne rabiš hoditi, tako da, bom rekel, ta energetska samozadostnost je kar vredna. Super spodbuda, verjamem za vse. Hvala vam vsem, vam, ki ste bili z nami, predvsem tistim, ki ste bili z nami nadaljavo. Posnetek bo seveda kadarkoli na voljo, tudi za kasnejši ogled. Poskrbeli bomo seveda tudi, da ga vidi čim več gledalcev. Verjamem, da so bile vsebine izjemno koristne. Hvala tudi vam, vsem 3 sogovornikom, Dani Vuk, Matic Slatinek, Isto Gornjak. Dobrodošli seveda še v razpravi kasneje in pa hvala za pozornost. Energija ni več strošek, je strateška odločitev. V Termoshopu za industrijo povezujemo industrijske toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike v en nadzorovan energetski ekosistem. Sistem voden na podatkih. Projekt Tehnos to potrjuje. Lastna proizvodnja, shranjevanje energije, nadzor nad stroški. Iz malega družinskega podjetja smo v 34 letih zrasli v zanesljivega partnerja, ki danes ogreva več kot 50 000 slovenskih domov in z energetsko učinkovitimi sistemi zagotavlja stabilnost industriji. Industrija ne potrebuje obljub, potrebuje zanesljiv in delujoč sistem. Termoshop. Stabilnost, zanesljivost, gotovost. Energija, neviden utrip, ki poganja življenje, naše ambicije, strasti in razvoj. Netimo prve iskre radovednosti ter usmerjamo domišljijo, z mrežo kontaktnih točk vas izobražujemo, spodbujamo in pomagamo pri spremembi naše skupne prihodnosti. Nudimo finančne spodbude za zelene investicije v obnovljive vire energije, s subvencijami za trajnostne oblike mobilnosti vas spodbujamo, da kot posamezniki pomagate spreminjati navade. Energija je ritem, ki nas poganja naprej. Je naša preteklost in prihodnost, predvsem pa odgovornost vseh nas. Borzen. Energija za danes, moč za jutri.